Župan občine Gorje Peter Torkar je tokrat sprejel in podelil priznanja Zveze društev upokojencev Slovenije prostovoljcem in prostovoljkam, ki so delali tudi v času koronavirusa, sicer pa delajo pri državnem projektu Starejši za starejše. Drage prostovoljke, prostovoljci, med nami je tudi prostovoljc, pa podmladek prostovoljstva v Gorjah. Zelo sem vesel, da je tudi podmladek z nami. Hvala, da ste prišli. Hvala, da ste se odzvali po vabilu predsednice. Hvala za vabilo, da sem med vami lahko. Zato, ker sem pa zelo vesel in srečen, da sem lahko v vaši družbi, ker lahko rečem, da ste generacija, na katero lahko računamo kadarkoli, ne samo v času covida, čeprav so eni imeli pripombe, da so rediteljske službe izvajali starejši, ki jih ne bi smeli, ampak na vas smo se lahko zanesli in ker smo se lahko zanesli, ste nam veliko pomagali. Tudi v času pred epidemijo lahko rečem, da ste ustvarili še pa še in če bomo imeli srečo, pa če ste to, bom rekel, navado dobro prenesli na nas mlade, upam, da ste, da bomo to vaše poslanstvo peljali še naprej. V zahvalo za vse vaše preteklo delo, sedanje delo in pa še računamo na prihodnje delo, sem se pa osebno potrudil speči šarkaček. Čeprav verjamem, da so se v restauraciji Center vse potrudili, da ne šli lačen od mize, ampak za vsak slučaj sem rekel pa spečen, da ga bo za sladico vsak en košček dobil. Tako da jaz bi poj prosil Danico ali pa Francko, da bo poskrbela, da bo to šlo na pravično, na kose pa razdeliti. Moram pa reči, da vsak kos, ki ga ste dobili, je sladek, pa ne samo sladek, ampak je z lepo mislijo zamešan. Včeraj je bil zamešen, danes čez noč je bil spečen. Naj ta lepa misel potuje med nami. Če pa mislimo, da kakšnemu lepa misel manjka, da pa ostavimo na cest, pa mu kaj lepega povemo. Srečno! Predsednica Društva upokojencev Gorje, Danica Mandelc, tudi v Gorjah peljete projekt Starejši za starejše, ki je državni projekt. In seveda danes ste se zbrali tukaj z temi prostovoljkami, ki so verjetno delali tudi v času koronavirusa, vse takrat, kadar jih potrebujete. Res je, pozdravljeni. Zbrali smo se danes tukaj prav s tem namenom, ker zaradi razmer, kakršne so bile, ni bilo občnega zbora, kjer običajno podelimo, se zahvalimo tem prostovoljkam in smo rekli, da jih pač povabimo na eno kosilo. To smo že več ali manj vsako leto navajen, da jih povabimo in se jim zahvalimo. Tokrat je pa še posebno, kajti vse prostovoljke, ki že dolga leta upravljajo, preko 10 let upravljajo to delo, so dobile priznanje od ZDUS-a in ta priznanja jim je danes župan tudi podelil. Menim, da so vse veliko teh prostovoljk je praktično že v teh letih, da bi same potrebovali te obiske, pa vendar se razdajajo, pomagajo. Tudi v času korone so bile aktivne, so s pomočjo telefonov, vsega drugega, pa malce nadaljavo, malo povpile čez sosedovo dvorišče ali kakorkoli. Skratka, poskrbele, da ni bilo vsem tem starejšim preveč dolg čas in kar so rabile, so tudi dobile. Vi ste prostovoljka. Koliko časa ste že prostovoljka in kaj vas je pravzaprav navedlo, da pomagate? Prostovoljka sem že od začetka 2009, ki je društvo pristopilo k temu projektu Starejši za starejše. Je pa to en tako prijeten del starejšem, da jih obiščeš, da vidiš njihovo zadovoljstvo, da še kdo na starejši pomisli in prostovoljke hodijo k njim na obisk. No, zdaj ima v drugač, ki je korona, tudi po telefonu zdaj sodelujemo. Tako da smo zelo prijetno presenečene, ker so starejši tako veseli nas.
Koliko prostovoljk imate v občini Gorje? Sicer pa smo slišali, imate tudi enega prostovoljca. Imamo 8 prostovoljk, za prostovoljca pa ne vem, kdo bi bil. Imamo pa 8 prostovoljk. Kako ste pomagali v času koronavirusa? Ste jih poklicali po telefonu, ste šli v trgovino za njih, skratka ste jim krajšali čas? Ja, po telefonu smo imeli kontakt z njim. Pomoči potrebnim smo se dogovorili, da nam povejo, kaj rabijo, in smo jim dostavili z trgovine, sicer varnostne razdalje in do urad. Ste se razveselili priznanja Zveze društev upokojencev Slovenije? Ja, res. Prijetno so nas presenetili, da tudi oni vidijo, kakšen del upravljamo. Biti prostovolec je zelo lepa gesta. Ja. Ker tudi sam nikoli ne veš, kdaj boš rabil pomoč. Siguren, kdaj boš rabil pomoč, in vesel bomo, če bojo zanamci prevzeli ta del, ker naše prostovoljke smo že kar malo vse v letih in bi prav rade videli, da se mlajše upokojenke odzovejo na prostovoljstvo. Hvala lepa in iskrene čestitke. Hvala lepa vam.